jaz superge nosim, dokler nimajo luknjo na podplatu, ne? To pomeni, je fajn, če so na palcem zaščitene, ki pa dlje zdržijo. Ja, bi ti meni nekaj pomagal. Jaz sem se spomnil, da bi imeli mi za firmo tak ala team building, pa še dobrodelno, da gremo prelaufati Slovenijo. Jih pride prelaufamo mi ta veliko sobo, ki se pele mimo poln vlakec, ne nekih Japončkov, Kitajčkov, kaj sem, koga in mi tako mahamo in oni si tako fotkajo. A zdaj, da zato, ko se mi danes ne da, mi bo pol še ne vem, koliko cajta žal odlomk nekaj, kako je na kavču, pa to, pa tretji in pol mu slabo vest nabijo tam en model, ki že 12 let laufa brez dneva pauze, nekaj v tem stilu. 15 let sem mogel laufati, zdaj sem pa v podcast hrole, kot prišel. A ni to carstvo, zdaj se je splačal, zdaj lahko pa neham. Spoštovani in cenjene, v novembru smo, ja, ni še zima, ne, jesen je še, zunaj so tako prijetne temperature za tek, ampak zakaj bi tekli, če se o teku lahko pogovarjamo, seveda, in s kom le, danes je z mano moj cenjeni gost, dragi prijatelj, Gregor Baš. Gregor, živjo! Živjo. Odgovor na prvo vprašanje je Jano. Dilema seveda, ne, ki ni dilema v tem primeru, spoštovana publika, prehitev me je z odgovorov, še preden sem lahko vprašanje sploh verbaliziral, namreč klasično vprašanje si danes že tekel, je za Gregorja brezpredmetno. Ja, ker to počne že čisto predolg časa. Lahko bi bilo popoldne, ampak načeloma ja. Ti si človek, ki rad zjutraj teče, tako? Ja, če se le da, pa če ni Lenovo prehuda zdaj. Se pravi, tudi Lenovo obstaja pri tebi, ali kako? Mislim, da to pri vsakmu, ne vem, zakaj pri meni ne. Človek, ki je tako discipliniran, bi bo najprej razložil, kaj pomeni hashtag RSD 5478. Čakaj, RSD, running streak day, pa številka pač kjer dan. To si namreč objavil 2 tedne nazaj, ja, mislim prav, recimo, da je to posebna obletnica, mogoče ljudem tam zunaj številka 5478 ne pomeni veliko, ampak je nekaj posebnega. Ja, Gregor? Ja, naj bi bilo 15 let, no. Zdaj ne to deliti s 365, ki je vmes tudi kakšen prestopen let, no, ampak tako da po teh matematičnih Excelovih izračunih in datumih ne bi bilo to 15 let, no. 15 let je dolga doba, ne samo, bom rekel, za živeti, dolga doba je tudi za kaj delati, dolga doba je za razmišljati nazaj, dolga doba je za teč vsak dan. Spoštovana publika, zakaj imam Gregorja tule? Ja, ravno s tem namenom, ker je človek, saj z javnim, znanim in uradnim, najdaljšim nizom, neprekinjenim nizom vsakodnevnega tekanja v Sloveniji. A je tako, Grega, poznaš še koga drugega? Bom verjel tvojim podatkom. Recimo uradno pa znano, ja, ker nikoli ne veš, kje je še kdo, se to nima smisla zdaj se tle z nekimi podatki uremenjevati, no. To je tudi res. Za tisti spoštovani in spoštovane, ki poznate koga, ki teče dlje kot 15 let pa 2 tedna zapored, prosim, javite se, ja, bomo zbrskali tudi tega posebneža za danes, ne. Bomo pa izprašali Gregorja, kdo je Gregor Baš, se sprašujete, tisti, ki ga morda ne poznate, je vodja oddelka IT na ProPlus.do, pa poročen oče 2 otrok, maratonec in ultraš. Slovenec z najdaljšim nizom neprekinjenih tekov, je pred časom praznoval 15-letnico tega počenjanja, za sabo pa ima več ducatov ultra maratonov, pa tudi projektov, kot je njegova malica, Mali koraki za velik cilj, katerega soorganizator je bil, ja, pod okriljem medijske hiše Kanala, pa tudi soustanovitelj društva Never Give Up
in zelo prizadeven član akcij tega društva pred leti, teče predvsem zgodaj zjutraj, uporablja zelo poceni copate in ne uporablja strave. Kaj sem se zlagal, Grega? Nisem zlagal, sem pa zamenjal proizvajalca copat. No. Včasih je bil Hofer, ali kaj? Sem šel iz Hofra na Decathlon. Isti cenovni razred, sam to je boljš, da Decathlon jih ima skozi Hofer, pač takrat pa takrat. Ne. Zdaj, najbrž je kakšna zgodba za tem. Človek, ki je pretekel 5500 dni zapored, hodil v Decathlon po copate za 35 €, a koliko so že tam? Ne? Koliko so zdaj v Decathlonu? Te moje niso ta najcenejše, ne. Te moje so 30 €. Toliko, da boste vedeli. Pa dobre so, ki imajo malo unga usnja tam čez palc, ker meni se zmeri tam na palcih strgajo najprej. Ne? In ker jaz superge nosim, dokler nimajo luknjo na podplatu, ne? To pomeni, je fajn, če so na palcem zaščitene, ki pa dlje zdržijo. Sem kar nekaj copat zgonil tudi do lukenj v podplatih, ampak ponavadi ni šlo toliko daleč, ker je zgornji del razpadel. Te dejansko uspe tako lepo laufati, da tistih mrežc, pa tistih šivov, pa vsega tistega ne uničiš do neprepoznavnosti, preden se podplat prilukne. Največkrat se v bistvu strgajo tam spodaj, ko se palc dotika podna, ne. Tam se pač odpre in pol s časoma začneš s palcem malo po tleh. Ne. Zdaj pa jaz nisem jih tak, kot ti, da bi bos laufal, no, takrat jih pol zamenjam. Nisi doma z Gorenjske, ne? Ja, če se sprašujete, spoštovani in spoštovane, nisi, ne? Imaš pa malo gorenjske krvi, ali kako? Tam pa na levem bregu Save, no, tako da lahko bi se rekel, da je bolj gorenjska, kot dolenjska, ajde. Čemu, dragi Gregor, ne vem, da veliko tečeš, pa vendarle, ne, si tako, bom rekel, varčen, da vse copate najprej zrabiš do konca, potem pa greš po nov par, recimo, ki ni dražji od 33,90, ja, če si res razpoložen. V bistvu imam nov par že na zalogi, samo uporabljam ga, ne, dokler je še v redu. Za vsak slučaj, če se kaj strga, pa jaz moram laufati, ne moram zdaj si vzeti čas, pa ne vem kam hoditi, pa superge gledati, pa probavati, pa nekaj mora biti na lagerju, da to samo bujamo, pa šibaj. Tam zunije, ne, praktično vsak trener, pa vsak, rekel, majčkeno bolj podkovan rekreativec, da ne omenjam prodajalcev, ne, tekaške obute in vseh ostalih, dejal 500 do 800, pa ko se začne tista peta že malo zvijati, je to že smrten greh. Bog ne daj več kot 1000, ker se boš poškodoval. V copate se splača investirati, če kaj je to res naložba za vsakega tekača. Ampak tukaj pred nami sedi Gregor Baš, ki to počne že kar dolg cajta, pa je živi primerek, da vse to, kar pravijo, tudi ne drži, ali kako. Mislim, zdaj ne vem, vsak mu svoje. Jaz sem imel, najprej sem tudi jaz kupil pač tam neke, ne vem kaj je bilo, Adidas, pa Mizuno, pa neki za tiste klasične tekaške copate. Pol sem enkrat šel tam v Hofru, pa so bile tiste 20 €, pa sem jih kupil, pa so bilo glih tako v njih laufati, kot v njih za 120. Tako da, ne vem, pol nekako tist kanček gorenjskosti. Nisem pa jaz zdaj nekun, ki gre na rezultate, pa ne vem kaj, jaz pač laufam, kakor laufam. Če sem tam na Ljubljancu 633 ali pa 925, mi je vrlo važno. Tako da mislim, da vse tiste tehnološke, karbonske dodatki in to zame nima smisla. Ko sem bil še mulc, enkrat pa sem si prvoščil ene Nike'ice, pa sem pol njih naredil, pač sem bil le še študent, pa nisem odnarjal 2500 kilometrov, pa sem jih mogel preč vršta, ker so bili ne iz enega dela, ampak 4 na konc, pa mi kdo rekel, Bog pomagi, ampak zdaj sem dobil nekoga, ki mi parira, očitno, ki je moj novi idol, Gregor. Moje najbolj zgonjene so mi da čez 5000. Čak malo, 5000 kilometrov praviš. A si jih mogoče shranil tako za spomin, da jih imaš kje, pa komu pokažeš? Imel nekaj časa sem vse superge tam gor na podstrehi nekam metal,
pa sem imel pa enkrat dost, sem jih pa sam zložil od zunaj na travniku, na kup, fotknil, pa vse v smeti vrgel. To je to. Tista fotka še obstaja. Mogoče veš, koliko parov si obrnil že v vseh teh letih? No, pojma nimam. Ne vem, ampak ne prav veliko, no. Recimo ene na let, nekako, plus minus kdaj. 5000 km, to mi ne gre z glave. No, v bistvu 5000 km, kakšni so bili ti copati, ali pa kakšno imaš ti tehniko, ali lepo tečeš, mislim, imaš tako lepo tekočo, lepo polagaš nogice na tla. Ma ne vem, dobro, zdaj ni, da bi glih čist na peto pristajal na prste, pa tudi tako nekam na sredino, ne vem. Nimam nekih dolgih korakov, no, tako da verjetno, da v redu, glede na to, da nimam nobenih problemov s koleni. Mislim, pa imaš zmeri samo v uporabi oziroma v teku en par, ali greš na obisk moče kakšnemu rekreativcu, pa jih ima 7 različnih tam pripravljenih. Ene zgore tek samo. Če je glih dež, ampak one zgore tek samo pa itak za par let, ker ni zmeri dež. Če bi bili vsi tekači kot Gregor Baš, bi obutvena industrija že davno bankrotirala. Ja, tako da mislim, ti si... Značilna tudi. Boš rekel, da si pri ostali opremi tudi, bom rekel, tako varčen? Ja, enkrat smo tam šlafali na PST, pa je imel pač en tip pajkice, kratke, ne vem, Salomon, kaj s tem kaj za 120 evrov, recimo, ne vem, ampak tako. In dejansko, jaz sem človeka vprašal, da brez zamere, ampak če mi lahko razloži, v čem so njegove kratke pajkice za 100 in nekaj evrov, boljše od mojih za 10 evrov iz, ne vem, so bile one iz Hofra, iz Decathlona, ne vem, ampak pač, v čem? Pa je bil pač sam malo užaljen, pa se pa do konca nisva kaj veliko več pogovarjala, no. Sam jaz sem resno zanimiv, ker meni to res zanima. Ok, razumem, neki je firma pa to, ampak razlika med cena krat 10 v kratkih pajkicah, ne rečem, ne vem, une cepke, nogavice, pa to, ki imajo kakao neki stisne, pa tudi zdaj za obične kratke pajkice, ne vem, no, jaz ne vidim smisla, da bi to gnarja za to dal. Zdaj marsikateri tekač ti bo znal celo racionalizirati, zakaj pač toliko vlaga, ker je pa občutek toliko boljši, pa ker potem toliko lažje tečejo, pa motivacija toliko boljša, ampak na koncu jaz se strinjam s tabo, ja, moje pajkice... Ne bom s tem kaj pridobil na Ljubljancu pol minute mogoče, ali kaj, na maratonu. Ko sem prej rekel, da bom 630 in namesto 912, čisto vse en mi je. Fajn, všeč mi je, da se pogovarjajo o tem, no, tle se jaz tudi najdem, ja pa mogoče se najeno gledalstvo, poslušalstvo ne toliko, prav je, da se tudi pogovarjamo o tem, da se morda ukvarjamo čist preveč časa s stvarmi, ki za tek niso niti toliko primerne, še več, so tudi morda na koncu finančno čist preveč drage in nam jemljajo energijo pa dobro voljo zaradi tega. Koliko denarja si prihranil po vseh teh letih, ker nisi zapravljal za opremo? Prihranil ga nisem nič, to je tako kot unga, ki mu rečeš, ki pokadi 3 škatle na dan, pa če ne bi kadil, bi imel Ferrarija, a ti kadiš, ne, kje imaš pa Ferrarija? To je nekako isto, no. Mislim, jaz nimam nič proti, ne si ljudje laufajo pa kupijo, kar hočejo, če jim je to užitek pa veselje, zakaj ne, mislim, nobenega ne prepričujem, da si mora hoditi v Hofer po Superge pa po Cote, mislim. Če pa mene kdo kaj preveč prepričuje, ne mi pa pač zargumentira, ampak se tudi mene ne prepričuje. Tekači smo itak bolj, ne vsi taki, da vsak laufa kakor če, pa ben mu kaj veliko ne pametuje. Sprejemamo čudaštva eden drugega, hočeš reči. Tako. Nekako se pravi, se ne najde kakšen pameten, pa da reče, baš, da ga pa že serješ, da si pa že norca delaš mal, tle bi pa mogel mačkan več dati na to, se ti bo res tam gležnji odpadali, pa kolena, pa križ te bo bolel, pa ne kaj. To me kdo gledaj tako mogoče malo zabava, ampak ni kdo kaj veliko pametoval. No. Je pa tudi res, da redko kdaj s kom laufam, da bi imel, ker jaz pač na te razne, ne vem, tekaške skupine, pa to ne hodim, tako da v glavnem. Takrat sem pa jaz tudi zunaj, pa tako benga ni, da bi lahko sploh videl, v čem laufam.
Kdaj vstaješ zjutraj, Gregor? Zbudim se tam okoli 4, 5, tam enkrat. Zadnjič, ko si mi poslal, sem bil glih sredi laufa, no? Pa sem najbrž mislil, da sem mi zelo zgodaj poslal. Ne? Ja, jaz se zadržujem ponavadi, jaz sem pač tudi zgodnji vstajalec, pa se kar ne pripravljam, da bi šel laufat zjutraj, čeprav bi bilo pametno in dobro. Potem pa pošiljam okrog kakšne maile, pa kakšne sporočila in mi že kdo kdaj je rekel, da sem ga zbudil, ker je pač nek notification skočil ven in pa se zadržujem, no, zdaj na kakšnem Viberu ali pa na Messengerju še pošljem. Tebi sem vedel, da ti lahko pošljem, da si ne brže po koncu, ampak ja. Jaz sem mislil, da se mi je bilo, no, kaj pa zdaj? In to sem tam iz tiste torbice mogel tisti telefon ven vleči, pa gledati pa roblek. Ja. Ok, no pa ti staj, sem rekel, mu bom pa odgovoril, kad doma pridem. No tako, evo, zdaj bom probal se zadržati, ja, pri teh sporočilih zjutraj, ja, do 7, tudi nasploh, ne. To je grda navada, moš raje laufati, tako, ker ti greš, se prav v 4, 5 vstaneš, potem pa greš ven v dobrem in slabem, v hudem in lepem in ni da ni. Mislim, to je zdaj tako, ne. Čas pač vstanem v 4, pa pol tam je treba še kavč popeglati, ne, pa sem pol še tam kakšno uro zadržim, ne, pa pol je ok, pa sej mogoče bi bilo res pametno, da grem zdajle ven. Pol je včasih ok, zdaj bom pol šel ven, pa imam časa glih za tiste 3-4 kilometre, pa mogoče pa služba, pa to bom pa tretji, ne bom šel zdajle, bom šel popoldne. In pa grem popoldne itak sam tiste 3-4 kilometre, ker se mi več ne da popoldne. Tako da so tudi dnevi, ko je to pol tako malo na silo, pa ne. Ni zmeri tako. Včasih se pa moraš se pa pač prisilaš, ker veš, da itak, ko boš enkrat zunaj, bo v redu. Problem je sam vrata odpreti, pa ven, ne. To si pa enkrat od zunaj, pa ko odlaufaš ta svoje, pa itak puno, hvala Bogu, da sem šel. No, zato sem te to vprašal, ne? Jaz tudi iščem, ne? Pa sem rekel, zdaj mi bo pa človek, ki 15 let vsak dan teče, povedal, ma ne, zjutraj si daš, ne, štumfe nad postlo, čevlje pri postelj, 2 kozarca vode, Red Bull, pa ne vem kaj, in si že skozi vrata in Bog pomagi, jaz imam takole z lahkoto, ampak vidim, da si krval pod kožo, tako kot mi vsi, in se tudi zjutraj boriš sam s sabo, pa s svojo zavestjo, da kdaj ne bi šel. Kako lepo zgleda tisti kavč zjutraj. Vem. Kako prav, pridi. In potem seveda se mu odzoveš, jasno, ja. Včasih vidiš tam psa, ki se prav preteguje tam na kavču, no ja, mislim, jaz ne grem zdaj pa ven. Kaj pa sploh še ven pogledaš, pa je una megla, ki ne vidiš 3 metre pred sabo in ne, te pa tudi malo mine. In koliko potem odtečeš, Gregor, zjutraj, tako kot greš, recimo, na tak običajen jutranji lauf? Ok, zdaj je zadnje 2 leti je to malo, tele nobe malo več, pa so te kilometrine malo krajše. Tudi z ultra, ne vem kdaj sem na zadnje prelaufal, tako da tisti začetni uvod, hvala lepa, ampak mislim, da zdaj že ne par let resne ultra nisem videl. Ja, drugače pa je bilo tako, kolikor daj, včasih 2 kilometra, včasih 20, ne vem. Čez vikend zjutraj recimo pa je bilo pa kdaj tudi več, no, ampak zadnje čase je bilo pa res tega bolj krajše razdalje. Ostane pa potem bolj krajše. Veliko regenerativnega teka. Razteg bi rekel, ja, tisti bolj. Ja, pametnejši rekreativci, ja, aktivacija in razteg, ja, pa to sledi dan za dnem, tako ja. Kje pa tečeš, Gregor, kje so tvoji tereni? Ja, v bistvu doma od hišnih vrat, pa imam tam ene par krogov od 2 kilometra do 10 kilometrov, do kolikor češ, če greš še malke naokolo, skozi okoliške kraje. Ampak načeloma glavnem skozi to cesto, ker večinoma je itak tema, tako da neko hosto po temi, sploh še jaz, ki sem bolj hendikepiran glede ostrine vida. Seveda, ja. Se pa ne bi glih lomil tam po kakšnih hostinu. Tako da v glavnem bolj po cesti. Tam praviš, za Savo je lepo teč, mogoče pa, ne vem, spomladi, jeseni, ko se zjutraj začne že daniti, ali pa poleti, no, ko je 4:30 že kar
fajn svetlo, pa je lušten najbrž, še malo v temi, pa se ti pol odpre nov dan. Tle pri nas imamo tudi na drugo stran, tam proti Savi so čez njive, tiste pač potke, hrib imam itak za hišo, ampak v hrib se mi nekako ne da laufati, no. Je bolj klasika. Za neke gorske tekače pa nekako na traile nisem glih. Nikoli ne pašem v neko popularno sredino. Zdaj so te traili toliko popularni, pa mislim, da nisem še nobenega official traila odlaufal. Sicer pa tudi tako na te uradne, grem na Ljubljanski maraton, na kaj drugega, pa tudi že več let, ne. Ja, nisi ravno pogost, gost na tekaških prireditvah, ki jih je neskončno mnogo skoraj, no, tako bi rekla. Ja. To moraš pa vedno nekam iti, pa ura, pa takrat, pa se nekam pelati, pa to mi je meni malo odvečno. Pa tudi, ne vem, ne vidim nekega smisla. No. Sej, če gremo kdaj tako, se že zmenimo s frendi, da gremo kaj odlaufati, kdaj pa kdaj, tudi ne prav pogostno. Ne vem, za neke tekmovalnosti prav pretirane pa nimam. Tudi bolj prednost, ki slabost, bi človek rekel, no, da če smo že pri tem, ne, da počnemo to, kar radi počnemo, v prvi vrsti za dobro počutje, pa za zdravje in tako naprej, ne, v naslednjem koraku potem za malo druženja, socializacije in občega dobrega počutja, ampak ja, ta tekmovalnost je pa, bom rekel, skoraj da vsak, ki se začne pečati s tekom kot obliko rekreacije, je fast forward par mesecev, že nekje stiska uro na štartu in že tekmuje, že kilometrske čase preračunava in tako naprej. Kako pa ti pogledaš, zdaj si že dolg časa na sceni, rečemo temu, ne? Na vse skupaj. No, a smo skozi bolj obsedeni kot tekaška populacija ravno s tem, no, da se kvantificiramo na vse možne načine? Ne vem, jaz se s tem niti pretirano ne obremenjujem. Na telefonu imam pač aplikacijo Map My Run, ki jo imam že ne vem koliko let. Jo vklopim vsakič, ker so mi, meni so številke všeč, pa kakšno tako primerjati, da bi se pa mogel, ne vem, objavljati na Stravi, pa tam nekaj primerjati z enimi, z drugimi, kje sem, ne vem, to mi včasih je bilo zanimivo, ja, včasih smo se skočkali tam na onem tekač.si, ne. Tekač.net, ja, tako se spomnim. Jaz se vidim, da že dolgo nisem bil tam. A še obstaja ta spletni portalček? Saj jaz sem se par let nazaj, sem se na ta Map My Run, ki mi je telefon to pač podpiral, pa sem rekel, da ne rabim pol opisovati, pač užgem, ko štartam, pa ugasnem, ko pridem, pa ne rabim pol to opisovati, pa ne vem kaj še vse. Saj, če bi še zmeraj kaj opisoval, bi tudi vedel, koliko imam super, pa koliko so imeli kakšne, pa tako da te podatke imam še iz tam. Se pravi, Gregor Baš teče predvsem in zgolj zato, ker mu je to všeč. Zakaj pa Gregor Baš začel teči davnega, ne vem, leta 2007, koliko je bilo, Bog pomagi? Ja, to je bilo pa zanimivo, ker sem nekoč se s fitnessom bavil, to še pri svojih 20 letih, ne. Pa se je to nekaj časa nehal, pa pol pač otroci, familija, druge, nekaj smo raftali, pa take stvari. Pa je pa to enkrat prišlo, da mogoče bi pa spet kakšen trebušnak videl, tako izpod tiste oblogice, sicer nikoli ni bilo nekih blaznih oblog, da bi mogel to nekaj hujšati, ampak čistko, za štos, ne, na stare čase. In pa takrat smo stanovali v bloku, v enem 4. nadstropju, in jaz sem zjutraj gonil nek Orbitrek, ki ga smo dobili od, mislim, da tašče, ki smo zamenjali za nek kolo, skratka, to je bilo pri nas tam doma. In jaz pa zjutraj v dnevni sobi gonim, lepo film zraven gledam tam, valjda spet zjutraj od 5 do 6, ne, na kar mi je enkrat ena soseda dol ženi moji prav, če ona kaj sliši, kaj vsak jutr nekaj to kropota, ne. Ne ve, ne, bom jaz se to pogovarjal, pa če on tvoj Orbitrek ropota, ne. Je pa dejansko otroci so bili majhni in so not neke krede metali in tisti je res tako malo rudel pa ropotal, ne. Sicer sem bil v dnevni sobi, ampak pri tej soseda je bila 2 ali 3 štuke spodaj, ampak tam so živeli cela familija, pa stara mama, pa ne vem, pa so spali, pa so imeli v dnevni sobi spalnico in
verjetno so res se je slišali, ne. Pa sem rekel, ok, dobro, zdaj ne moram tam ljudem spanca kratati, kaj rečemo zdaj, se ga dobro, grem laufat provat, da vidim, če meni to sploh. In potem to je bilo spomladi enkrat, in potem sem tam dvakrat, trikrat na teden, tam sem imel 4 kilometre, mislim, da je bila ena potka, sem tisti laufal dvakrat, trikrat na teden, no. Pol je bil itak poletje, pa se je to malo nehalo, ker morje pa vse te stvari. Pa sem, ne vem, tam v avgustu enkrat pa vidim v Delu oglas za Ljubljanski maraton. In pa je tam Svaku, ki je bil tako 8-9 let mlajši od mene, a greva za foro, ne. On je bil pa isto športnik, malo basket, to on tret. Ok, pa je vidim, pa greva na 21. Pa je bila najprej ok, zdaj jaz 21, jaz tlej laufam te 4-5 kilometrov, da vidim, če me to sploh preživel, ne. In sem šel pol kupiti superge v Tomaž Šport, ne, tam na stezo so mi vse noge pogledali, svetovali in to sem pol, ker prej sem imel pač one superge, ki sem jih imel za v službo, za na pogreb, za posod pač, ne. In pa sem kupil, ne vem, neke Adidas, mislim, da so bile. In skratka, grem jaz pol tam laufat 15 kilometrov, ta prvič je šlo, pa še ta drugič sem že čutil malo pod kolenom dol spodaj nekaj, sem rekel, ok, dobro, zdaj pa nič več, ne, če sem 15, tistih 6 bom že še, ne, saj ni toliko, ne, in pa se jaz postavim v Ljubljancu na veselo na štart, v nekem, fotko si tisti debel, bel pulover, ne. Ja, pa prestrašeni otroci zraven, kam gre zdaj fotor, ja. Ja, otroci so že prej lumpi teko delali, ne, Okay. To je bilo že za nami, so že imeli medalje, ne. No, ampak tisti pulover je bil tako, takrat je padel dež in tisti pulover je imel na koncu po moje 3 kile sigurno, ne. No, in jaz pa, ok, gremo, bomo laufali, tam veselo štartam na začetku, tle smo šli še dol po Dunajski, no, tako kot zdaj. Prehitevam vse od začetka, tam vidim eno gospo malo starejšo, visoko, tako malo hecni laufa, se je črtale prelaufala, ni hudič, ne. Ampak dobro, tam pri živalskem vrtu je tako mimo mene tekla, da sem bil pol naprej rajši tih, ne. Pol sem pač v Delu tistih 21, imel sem ne vem koliko, 45 ali nekaj, ne vem, pač skratka, sem se namatral in pol, ko smo šli domov, do 3. oziroma 4. nadstropja sem jaz 3-krat počival, ker nisem mogel hoditi gor, ker je bil kolen fuč, seveda, ne, logično, klasična ITB poškodba, ne. No, in pol v bistvu od takrat do februarja naslednje let ni bilo, dvakrat, trikrat sem probal, pa 100-200 metrov pa je že začel kolen pri strani, da ne bova se midva več to šla, ne. Ampak dobro, pol, ker pametnejši odneha, je kolen odnehal, tako da takrat sem pa začel spet malo tekljati sem pa tja, pa sem tekaški forum našel po nekem naključju, pa takrat je bilo to dosti aktualna zadeva, debata sem, debata kje, gremo laufat, smo šli malo, smo se dobili, spoznali ene par ljudi in pa se je začelo in pol je šlo naprej tako, pa a gremo na PST, na PST, to pa ne vem, če bi jaz, ja, pa gremo provat, ne, je šel PST okoli, fajn, ne, pa gremo na maraton, ne, in sem si modro zbral, da grem na maraton, da bi ga naredil na ta prvem for maratonu, ne. Ker sem rekel, lepo, tisti so krogi, kakor bom, če ne bo znesel, ne bo znesel, videl sem, koliko je krog, toliko pa toliko krogov moram narediti. Ta malo je imel glih rojstni dan tisti dan, tako da sem se zmenil, takrat pa takrat približno me pridite iskat, ne, da jaz tistih svojih toliko pa toliko krogov, ne vem zdaj, koliko jih je bilo, no, skratka, tisti jaz odlaufam, še enega več sem naredil, da je bilo za ziher, ne. Na kar mi pol, ne vem, a mi je nekdo napisal, ali sem sam porajtel, da v bistvu tisti podatek, koliko je krog dolg, ni bil ta prav, ne, in jaz nisem prelaufal maraton, ampak sem prelaufal 40 kilometrov, ne. In prvi naslednji maraton vemo, kje je, ne. Radenci, ne. No, in sem šel pač v Radence, ne. Vroče je bilo toliko, da se ne da povedati, sicer vsak, ki je bil že kdaj v Radencih, verjetno ve, ne. Laufali smo tam po tisti ravnini, 2 kroga, laufaš
v štart in ne, koliko je v Ljubljani bilo na začetku, no, zdaj že prej odvijaš v Ljubljani, včasih si pač mim cilja teku, ne. Tle tečeš proti cilju in meter pred ciljem stojijo 3 prijazne gospe, ki te obrnejo. In ti moraš tam še en krog in veš, pa kvaj meni tega treba. No, skratka, pa sem tisti drug krog nekako šel, malo hodil vmes, tam so bili tisti Britovi, če tlele se jaz to lešt, pa se ne gremo več, ne. No, ampak dobro, je šlo, tudi čas je bil tak, tam, ne vem, 3:45 ali nekaj takega. In pol seveda Zajc je bil že v cilju, ne, takrat so se že poznala in dobro, to, zikar, 3:30 v Ljubljani, sigurno, ne. Prav, ne, se pol tam v Ljubljani dejansko postavim zraven unga Zajčka za 3:30, ne. Ja, prvi krog so odtekla, ta drugi krog je šel 3:30 naprej, pa 3:45 je šel tudi mim, pa 4:0 je šel tudi mim, ne. Je bilo nekaj čez 4, pa sem rekel, ok, ne bom jaz več nobenega poslušal, ko bojo meni govorili, koliko bo meni, ki je šlo, ne. To bi take zabavne, no. Zdaj, to še ni bilo ta vsakodnevni, ne, to je bilo še tako, smo imeli še malo pauze, pa to. S tem vsakodnevnim se je pa začel enkrat, ne vem, par dni sem laufal, pa je šlo, pa sem pa bral na netu nekaj od teh strikerjev, ki laufajo tam po 40 let. Pa kaj da vidim, koliko cajt bo to meni znesel, ne. No, pa mi je znesel dejansko, mislim, da nekih pol leta, pa smo imeli pa v familiji nek slučaj in pa takrat sem pa za 3 dni prekinil. No, in od takrat pa v drugo naprej je pa to pa zdaj teh, ne vem, 590 ali 5900 ali koliko že dni. Nekako tako smo do sem prišli. Ja, Kaša, dolga zanimiva zgodba tole bo obdelala, no, zdaj so prišla za tvojega maratona, jasno, ne, pa Radencev, pa Ljubljane in sem v enem letu si obdelal. A to sem ti zdaj teme uničil. Ja, naredil si vse na mesto mene. No, mogoče bi te počasi spraševati, ja, da bi tole počasi obdelovala, ampak mi je všeč, ne, da si tako lepo razdelal tole, da lahko preskočijo vse skupino. Človek, ki je v enem letu naredil klasični maraton v Radencih, pa klasični maraton v Ljubljani, Bog pomagi, ne, z vsemi napakami, ki jih začetnik mora narediti, ne, se lahko potem kliče maratone, ampak zdaj, ali je bila družba tista, ali je bil tvoja želja po preseganju meja, ko se temu reče, firbec morda, ne vem, kakšna stava, zakaj se človek, ki preteče maraton 2 ali 3, potem odloči, da pa zdaj bom šel pa malo daljše, bom šel pa na ultro, Bog pomagi, zakaj pa ne, ali je bil for maraton tisti, ki ti je zlekel te vode ali kaj drugega? Pa ne, pol, ko je bil maraton fertik, smo rekli, da vidim, kako gre. Pol mislim, da ta prva ultra, mislim, da je bila, da sva šla z Zajcem skupaj tle pri nas okoli, en tak krog sva imela, pa v bistvu še možnost, da bi prej prekinila, pa zavila proti domu, ampak cel krog sva si ga zamislila, mislim, da je bil pa nekaj čez 50 kilometrov, no, nekaj tazga. Tako da to je bila ta prva taka ultra, recimo, ne, da smo videli, da gre dlje, ne. Pa ni tako zapadeš, pa te ljudi poznaš, pa gremo sem, gremo kaj, pa se je pa to malo nadaljevalo. Ok, za polovičko, pač laufaš, mogoče kakšen malo hitrejšega narediš pa seriju. Za maraton redu dodaš še kakšen dolgi tek, pa je to. Ampak za ultro, to pa ni več dost zjutraj iti za pol ure, za urco ven, moraš pa že majčkeno več odbrcati ali kako. Ja, no, se je bil tudi tam pa tam kakšen PST vmes, ne. Ni bilo samo tukaj, ampak ja, se je nabral, recimo, ne vem, največ v letu sem naredil tam nekaj čez 5000 kilometrov, no. Ajde, to pa že pomeni, reci in piši vsak dan med 10 in 20. Mislim, to 5000 na leto že terja pač, ne samo vsakodnevni tek, tudi kar nekaj kilometrov, ja, kot praviš. Se je pol nabral, ne. Niso bila pa vsa leta taka, da ne bo pomote, so bila tudi leta, ki jih je bilo pol manj.
Koliko jih narediš, recimo zdaj, koliko jih bo letos, evo, tako da dava čisto kontekst primerjavo? Letos jih ne bo prav veliko, tako jih lani ni bilo prav veliko, ampak ne vem, če jih bo tam ene 2,5, bo kar v redu. Ker doskrat je kavč zmagal, no. Kavč je zmagal zato, da si šel ven samo narediti kljukico dnevno, ne pa recimo malo daljše zadeve. Zdaj, ok, prišla sva do ulter, nujno se mora ostaviti na še eni ultri, ki jo zdaj žali Bog tudi ni več v Sloveniji, pa smo jo imeli vsaj priložnost dati skozi. Ti si nekje rekel, zapisal, kakorkoli že, da si se 2-krat pač šel sprehajati tja učiti, da 3. si boš prišel tja pripravljen, te dirke ni več, govoriva o čem, seveda Celje, Logarska, ja. Logična najbrž izbira za vsakega. Ni bilo tega 3. pa, ne. Ja, ni tja. Ja, prvič je bilo ono, ne, pač, gremo, ja pojmo, ne, pa je bilo v redu. Tako, nekako po planih bi se to lahko temu rekli, ne. Ta drugič je bilo ono, zdaj pa, da bi malo šli pod, mislim, da je bilo takrat plan, da bi šel pod 7 ur ali nekaj takega, no. Ali ne vem zdaj točno v te ure, kako je, ampak skratka izboljšati čas, ker je bil precej boljši, da bi precej ga izboljšal od lani, in sva začela skupaj z Natašo Robnikovo in je bilo to kar v redu, ne, ker mož jo je lepo spremljal na biciklu, ona je imela vse čase, kje pa kaj pa kako, ne, sem jaz to držal, pa bo mogoče šlo, ne. In na začetku res sem se držal, pa to, pol so šle slušalke v ušesa, pa gas, in ne, to je bila še ena izmed unih, ki se naučiš na svojih napakah, ne. Pol sem tam eno okrepčevalnico spustil, ker sem vodo pa to vse še imel, naslednje pol je bila tam za enimi ograjami in je nisem videl, in na koncu sem pregorel toliko, da sem se plazil dol v Savinjo pit, ne. In pa grem naprej, tam so že Luče, sem ta zadnji kraj, ne, tam gor v hrib sem že lepo sedel ob cesti in ne grem se jaz to več, ker to nima smisla, in takrat, hvala Bogu, da so me naši, familija, prišli neki, da me pridejo na cilj počakati, in so se glih tam mimo peljali, takrat ali malo prej, ne vem, skratka, moja žena se tam zraven mene znajde, pa ti tle sediš, se malo želim, ne bom, ne grem, tam 100 metrov naprej ima šlauf z vodo in ne, no in pol sem odkrevslal do unga in pol je šlo naprej in dejansko je bil čas še boljši, kot eno leto prej, seveda, ker eno leto prej je pa spet kolen ni hotel sodelovati, ne, in sva zadnji tam odlučili naprej, sva v bistvu malo hodila, pa malo tekla, pa malo hodila, pa malo tekla, ne. Tako da v bistvu je bil drugi boljši, ampak onega 3., na katerega sem rekel ali napisal, ali kako si že ti to nekje najde, jaz se to sicer ne spomnim, ne, da bom pa šel pripravljen, najbrž sem se to odločil, ampak ni pol nikoli do tega prišlo. Ni prišlo do tega, ker so pa že ukinili dirko in tudi zdaj, so te zafrknili. Pa tak namen dober si imel, zdaj so ti povzeli še to šanso. Celje Logarska je bila legendarna, to smo jo vsi koračali, prečali, tam so se, rekel, vsi slovenski ultraši na en način kalili. Druga dirka, kjer so se pa midva v bistvu spoznala, ne, dobro se spomnim, pa ne vem, kjerga leta je bilo to, 2009-2010, ti si mi razlagal o zvočni knjigi, ki si jo poslušal, to je bil Born to Run, jaz sem ti razlagal o sandalčkih, ki sem si jih malo prej naredil in tako naprej, ne, take zanimive debate so imela. No, to je pa dirka, ki je zdaj, mislim, da je ne vem, če je še, no, ali letos bila, ni bila, bila je zelo popularna, For Marathon se je reklo, zelo simpatična reč, na kateri si se znašel pa rekel, in iz tega ven izšel tudi kot, rekel, so ustanovitelj enega prav posebnega društva. Ja, to je bil, ni bil na ta prvi For Marathon sem šel zato, da bom maraton odlaufal, ki ga pol nisem, ne. Ja, je bilo pa to na enem naslednjih, ko sem pa, ne vem, tam sem pač spoznal Mateja Markoviča
In ne vem, padla je neka debata o nekem dobrodelnem teku, neki so že imeli, pa da bi bili neki krogi, da bi se po stadionih laufali. Ne vem, meni je bilo zanimivo in ne vem, kako smo prišli do tega, da jaz na popu delam in valjda, če delaš na popu, pol si takoj strokovnjak za marketing, ne, čeprav jaz z marketingom nimam veze, ne. No in je pač se rekel, lej, zdaj, če ne bo to spromoviran, pol ne bo nič, ne. Se rekel, jaz, če hočeš, lahko rečem pri nas kaj, če bo, no in pol zato sem padel v tisto ustanovno članstvo tega Never Give Up društva pol, ne. No in pol smo dejansko se je to naredili in smo imeli projekt, ki je tekel kar nekaj let, to je bilo 10 krogov za nasmehov, ki se je tekel na štadionih po 10 različnih krajih po Sloveniji. Eni kraji so bili isti, eni so se malo menjavali. In tam sem jaz pač začel s tem društvom. No in tudi iz tam nekako so potem izšli tisti mali koraki, to je bil pa pač projekt firme, ker sem takrat dejansko šel uredniku, sem rekel, tole pa tole se gremo, dobrodelna zadeva je, da imaš koga bi to bilo zanimivo, če pa je rekel, ja, ni problema, ti dam Jana Goljo, pa bo prišel, pa bo naredil en prispevek, pa da bo, ne. No in dejansko se je Jan takrat na to pol ful zapalil in pol čez, ne vem, kdaj, to smo imeli mi junija, pa je bilo pa poletje enkrat, mislim, da je bil avgusta nekaj takega, ko pride Jan tam do mene, ja, bi ti meni nekaj pomagal. Jaz sem se spomnil, da bi imeli mi za firmo tak ala team building, pa še dobrodelno, da gremo prelaufati Slovenijo. In rekel, jaz sam rabim nekoga, ki se s tem zastopi, da mi pomaga traso narediti. Rekel, ok, ne, in takrat še ni bilo ta Google Earth, pa Google Maps, pa ne vem kaj še vse živo, ne, toliko zelo razširjen. Poleg tega ni bilo tudi teh raznih 4G, 5G in ne vem koliko G signalov, tako da midva sva šla prvo traso z avto iz Murske Sobote do Maribora praktično iskati. In sva se pelala in parkrat sva se znašla kar tam na nekem dvorišču, ker neko mapo, ki sva jo sicer imela, pa ali ni bilo signala, to je bilo nek geodetski zavod, ali ne vem, kdo je imel nekak interaktiven zemljevid Slovenije, no, in po tistem sva iskala, da smo našli pol tisto pot, no. Tako da isto leto so se pol tudi te mali koraki začeli, no. Never Give Up, teh 10 krogov, to je pa tudi tekel, ne bom rekel koliko let, ker meni te številke ne grejo, no, ampak takrat je bilo to in cilj je pol tudi bil, da naj bi Matej na vseh v 10 dneh pretekel 10 maratonov. Mi, ki smo bili pač skupaj v tem društvu, smo mu pa pač bili za support, tako da smo vsi, če slučajno, ker pač v 10 dneh se ti marsikaj zgodi, če ne vemo, kdaj ni ratali kdo drug pol stopil zraven pa to. So bile pa tudi zanimive, nekje je bilo ogromno ljudi, nekje smo pa v neurju 4 drgnili tiste kroge, 4 ure, pa legenda Ata Janez je lovil šotore tam po stadionu. To so bile dogodivščine tako kar pestre. Prvo leto me ratalo, pa potem seveda leto kasneje. To je bil kar legendaren projekt, no, ki je trajal, ne vem, neko desetletje, je tisti junij okupiral po Sloveniji in privlekel cel kup ljudi in tudi sredstev na koncu. Ja, tudi zmer se je zbirali pač za neke družine, ker so se neka sredstva delila, za kaj točno niti ne vem, jaz se nisem toliko pol s to logistiko ukvarjal, to je imel bolj Matej Čez pa ostali. No, mali koraki, kot si že lepo povedal, kako so nastali, so bili pa, mislim, kar velika uspešnica, jasno, zadnji medijska hiša, je to zadevna podpora samoumevna, ampak vseeno, no, zdaj, a ste računali, to je bil mišljen kot enkratni projekt, kasneje je bil večletni, zelo odmeven, majico, ki jo imaš na sebi, pač je bila simbol tega teka, ta rdeča barva. To majico v bistvu od prvih malih korakov še nisem slekel, ne. Mislim, da ni zdaj ista, imam jih več, ne, ampak dejansko vsa leta
vedno, kjerkoli laufam pač v tej majici. Je bil pa to na začetku čist Janova ideja in dejansko njegov projekt. Prvo leto je bilo to popolnoma entuzijastično, nabrali smo pol te sodelavce, dej pa prepričvali, pa gremo, pa a bi šel z nami, rekel, ja dobro, bo mene 5 kilometrov lahko, tako da smo pol zorganizirali, nafehtali, da so nam pač dali tisti službeni kombi, pa to, da smo imeli za support. In je dejansko to bil team building takšen, da se ga ne bi mogel zorganizirati, ne vem, s kakšno agencijo. Ne? Ker so res ljudje iz različnih oddelkov skupaj tekli, noben ni prelaufal toliko, ki je rekel, ampak je vsak prelaufal zihar še enkrat toliko, ker to je bilo tudi tako, kot never give up. To je bila ena energija, ki te je potegnila in je bilo neverjetno. In to je pač firma zapopadla in naslednje leto je bila to organizacija na polno, z vso podporo hiše, to je bilo res neviđeno. Takrat smo imeli, mi smo šli, to, kar zdaj recimo je dosti običajno, da prenašajo maraton, pa to smo mi takrat iz Kranjske Gore do Bleda smo imeli mi live prenos. Noro. Na spletni strani. Mi smo imeli gor, mislim, da Mežakla, kaj ti se hrib gor, ne rečenica. Tako, ja. Gor je nek reportažen avto gor vlekli, da se je lahko to signal prenesel iz spodaj gor, pa naprej, pa ne vem, to so naši TV tehniki to zrihtali in to je bilo res, takrat je bil to projekt cele hiše tak enormen. Prav. In tu smo pol furali še kar, mislim, da je bilo 6 ali 7 let vsega skupaj. In se je tudi nabrali, za tiste čase so bili to dosti veliki zneski. Ker je bilo to dejansko, mislim, da je na prvih takih športnih, dobrodelnih akcij neke medijske ustanove. Zdaj recimo imajo tega Deželaka junaka, zdaj to je že kar nekaj let potem pol bilo tudi, to je zdaj tudi blazno uspešno. In mislim, da smo bili mi v eni začetkih, ne vem, mogoče ne, ampak jaz se nič ne spomnim, da bi takrat že to kdo imel. No, sigurno ne, ja, s takimi dimenzijami ne, ampak da mi malo razloži čisto tehnično. Ideja je bila v bistvu pretec Slovenijo. Naj si bo po dolgem, počez, kakorkoli že, od enega konca do drugega. Vsak nekaj časa se menjate, vmes pač počnete še kakšne stvari in tako naprej. V bistvu je bila poanta to, da se najprej je bila ta dolga pač ta diagonala iz Murske Sobote v Piran. To je pač tista najbolj klasična, ker so imeli to Trans-Slovenijo, je bil tudi to ta prvo. In to smo imeli v 4 dneh, se mi zdi, da je bilo. In pač zjutraj so se ljudje naložili v kombi, so se peljali v Mursko, so tam štartali, prva etapa je bila od Murske do Celja, so šli domov, naslednji dan druga ekipa, od Celja do Ljubljane, potem je bilo od Ljubljane do, ne vem zdaj točen kam, in zadnja pač do Pirana. Zdaj, ko smo naslednji let, smo rekli, ne bomo ponavljali iste, smo imeli to, Kranjska Gora pa do, ne vem zdaj točno, ali smo šli do Novega Mesta ali do kam. Potem smo na koncu, naslednja leta je bilo že tako, da smo imeli več. Eno leto je bilo tako, da smo štartali, mislim, da na 3 koncih in smo se tako pol v Ljubljani dobili. In potem smo imeli še pač nek krog po Ljubljani, zdaj ta prvi leta, zdaj teh let je to, da se to malo pobrko, to, če bi mi povedal prej, da je to, bi se jaz malo pripravil. Se je še boljš tako, ker je jih vleče. Ampak ja, mi smo pol razne, recimo bili smo tudi, mislim, da prvi, ki smo prelaufali Postojnsko jamo. Koliko je dolga Postojnska jama? Ja, če se prav spomnim, da je gospod Batagel rekel, da je tam okoli 21 km, ampak ne vem, ne bom nič rekel, da se nam neki... Mislim, to je kar veliko, to, mislim... In vse smo se pol hecali, da bi bilo dobro en maraton organizirati pod zemljo, ampak pol nismo prišli do tega. Je bilo pa zanimivo, recimo, biti v Postojnski jami, ne da imaš milijon ljudi okoli sebe, ampak nas je bilo tam 5 mandeljcev, pa kamerman, pa asistent, ki smo leteli tam in še zanimivo je bilo, ko smo šli nazaj.
jih pride prelafamo mjuno, ta veliko sobo, ki se pele mimo poln vlakec, ne nekih Japončkov, Kitajčkov, kaj se in koga, in mi tako mahamo in oni si tako fotkajo. To so pa... Ali so jim razložili, da so to še ostanki jamskih ljudi, ali kaj, ne vem, no, ampak... To so pa unik živijo tle, sam majice jim prinesemo vsak let, ja, da niso goli, Ja. drugače pa to delajo tle, ja, bravo. Bravo. Ste kar, mislim, si videl mrzkešen konc Slovenije, ki ga drugače ne bi ne tako ne tekaško in kar zanimiv projekt, tudi tako najbrž za spoznavanje domovine. Super, mislim, vidiš, čist iz avta ne moreš tako videti, ne, sploh se z avtom ne voziš po teh, ker to je bilo vse po takih čim manj prometnih cestah, ne, dobro, nekaj je bilo tudi po unih glavnih, pač sam ne avtocestah, ne, ampak večinoma smo pa tudi hodili tam čez razne vasice, pa ne, ker recimo ko smo šli iz Jesenic do Bleda, smo šli tam po levi strani not po tistih vaseh, ne, in to ti veš, kjer so, sem že malo pozabil, no, ampak nismo šli Žirovenco, ja, čez tako. Nismo šli tam po glavni cesti, ne, in to, ker vidiš, pol doskrat smo imeli tudi, da so nas otroci pričakali pred šolam, pa so čaj pripravili, pa to, tako da so bili kar taki zelo luštni eventi, no. Nekaj si pustil na slovenskih cestah, kljub vsemu. Pol projekt, ok, ta projekt ni več zdaj aktualen, si potem še kakšen drug projekt, mogoče kaj podobnega spravil skupaj, ali pa so ti všeč recimo zadeve, ki so tako ad hoc, ki so neorganizirane, pa se gre recimo z Ljubljane proti morju, ali pa kaj takega? To mi je enkrat Zajec pošle mail, za rojsten dan ti pa podarjam tek od doma do Bleda, ne. Mislim, kje si se to spomnil? Ja, valjda, da grem, ne, no, in ker sem jaz pač malo od Ljubljane doma, je on naredil še po Ljubljane en krog, tako da, ko sva se v Črnučah dobila, da sva imela oba isto, ne, da ne bi bilo kakšne une dileme, ne. No, in ko sva predlaufala do Bleda, je rekel, pa ne moreš laufati do Bleda, pa da ne greš okoli jezera, in pa sva šla valjda še okoli jezera, ne. Tako da to je bila ena taka dogodivščina. Naslednji let smo pa pol enemu drugemu kolegu smo mu pa dali za rojsten dan pa od Ljubljane do Kopra, ne. Je bila tudi taka nočna, ne. Ampak to so čisto, niso to nobeni projekti, ne vem kakšni bili, to je bila čisto lastna režija, ne. Ko smo šli do Kopra, nas je pač moja žena pa hčisto z avto spremljale, ne. In je bilo tudi to, nista mogla verjeti, kva smo mi nanosili neki športniki, kaj v prtljažnik tistega avta, kakšne neke hrane čudne, pa to, a vi ste športniki, pa tole svinjarijo jedli, ne, to ne vpraš, ne. Na solatko ne gre, a ne, a kako, ja. Eni pravijo, da tudi, ne, ampak zdaj sam na solato ne, verjetno mora biti še kar kakšni orehi pa avokado pa kaj zraven, ne. In tle se tudi, to smo šli čez noč, ne, ker smo šli pač po tej stari glavni cesti, ne, in je bilo tudi pestro, ne, recimo ena taka je bila, kako te lahko sredi julija, ko so vsi v kratkih rokavih, pa v onih švicmačkah, jaz sem imel dvoje dolge rokave, pa zobje sem skupaj tišel, ko me je tako zevalo, da so me tako šklepetali, da sem mislil, da si bom drugače jezik pregriznil tam v razdrtem, ne. In zdaj, kaj je bil razlog? Razlog je bil to, da v Postojni nisem bil še neki lačen, se ko nam je zdajle jedel, ne, in pol valjda cukor je padel, naslednja postaja je bila na razdrtem in do razdrtega je mene 30. Pa sem tam oblečen v dvoje dolge rokave, vsi ostali pa v onih švicmačkah, so me prav debelo gledali. Bil sem se pa v klanc gor, da sem všeč toliko grel, da sem dal en sloj dol, ne. Ampak to so pač stvari, pri katerih se nekaj naučiš, ne, da tudi če nisi glih čisto lačen, pa če ti ne paše, če že nisi jedel zadnjih 20 kilometrov, bi bilo mogoče fajn nekaj ustati, ne. Nisem pa nikoli laufal na gele. Nisi nikoli laufal na gele, hočeš reči, kako pa to? Zato, ker tisti mi je pa ugabil. Tako, enkrat sem probal, jaz imam sicer rad sladke stvari, pa čokolado, pa sladoled, pa ti se pa tako zanič, da to pa, mislim, ne vem, daš tu žepen sendvič, pa greš si, je glih tako dobro. Recimo, če reš na Ljubljanski maraton, ja, ostali se oborožijo s tistimi geli, kot da grejo na bojno polje, ja, z granatami skoraj, da ne, vsi polni teh cukrov v tekoči obliki okrog pasu. Kaj pa
ti, ki zagrabaš s potoma, kakšno banano, ki spiješ zgolj, ali je 42 km. Na Dosti voda. Ljubljancu imaš itak gostilno na vsake 5 km, ne? Tako da tam res ne rabiš. Mislim, jaz imam vedno pas s flašo vode, pa pač noter tiste telefone, pa tiste stvari. Jaz imam to tako, tudi če grem doma za 5 km, ne vem, moč navade, pa ključe noter, pa to. Tako da tisto vodo imam sabo, da se mi glih ta prvih nekaj kilometrov, ko je tam milijon ljudi, da se mi ne da gužvati tam pri tisti mizi, pa ne, za tisto pijačo, tako da tisto imam, ko se pa to malo razreči, pa se pa ustaviš tam, pa vzameš, kar je. Dobro, zdaj, če bi res, ne vem, se mi šlo na neke sekunde za nek rezultat, ja, pol verjetno imaš nek gel sabo, da ne zgubiš tam 10 sekund, ko se ustaviš, ampak meni je to vse. Se pravi, ko si, ne vem, enkrat odtekel Ljubljanski maraton, ne vem, 3 ure 10, 3 ure 15, ti sigurno kdo rekel, zdaj bi šel pa že po 3 ure, ampak ti se nisi dal zmest, kar se tega tiče. Ti bi mogel pol res trenirati, no, jaz pa, ne vem, v življenju nisem intervalov laufu. Fartlek sem probal na parket, ker sem bral, kva to je, si pa, da je videl. Ne vem, jaz grem laufati, tako, leva noga, desna noga. Kolikor časa gre, pa gre. Vrhunsko. Evo, in tako si prišel, ne samo na maratone, na ultramaratone, tekel si celo 24-urni tek v Grosupljem tistega, in tudi že dolgo ni več, ne? To bila neka krožna proga dol med bloki, tek sreče se mu je rekala, je tako, ti si bil tam. Ja, enkrat sem pa bil. No, in iz tam imam edini pokal za drugo mesto v svoji starostni kategoriji. To je edini pokal, ki se jaz kdaj duhal, pa ki ga kdajkoli bom, kar se tega tiče. Ja, nikoli ne veš, a ne? Mogoče boš pa spet se kje znajdel, ker boste samo 3 v starostni skupini, pa boš spet kje doma. Ne, 3 pa ne, mislim pa, da nas je bilo 5. Evo, mislim, se pravim, Bog pomagi, talent si pokazal že na 14-urni teku, potem nisi šel več na 14-urni tek, še na 14-urni tek kam drugam? Takrat je itak, tisti je bil, mislim, da po tistem sam še enkrat, pa so tega v Grosupljem ukinili, pol dolgo časa ni bilo nič, zdaj pa ne vem, nisem za 24 ur, malo preveč, smo pa že malo v letih. Aha, to vrstne zadeve te navlečejo več, pa ne vem, 6-urni, pa 12-urni, ta kroženja, ne vem, koliko je bil sladkih 6, no pa formaraton, to zdaj počasno vsi teki, ki so šli v pokoj, ampak zdaj prihajajo pa novi teki, zdaj pa, ne vem, Ajdovščina, pa Kranj, pa Koper, pa tako. Te krožnje so nikoli, ampak vse pravim, jaz že kar nekaj let nisem bil na ničemer drugem kot na Ljubljanskem maratonu, pa še to v bistvu zato, ker se pač v firmi zberemo, pa gremo, pa je to tono. Drugače, ne vem, tekme se, zmeri je, to je tam čez vikend, pa čez vikend imaš zmeri kaj, pa greš sem, pa kaj, pa zdaj pa, ne vem, meni pa ta tekmovanja tudi niso zdaj, ne vem, kaj bom imel od tega. To je bilo zanimivo, vse ta prvih par let smo šli tudi, pa smo šli cela familija tam na nek tek v Slovenski Bistrici, ali kaj ste nekje, skratka na neke te vaške teke, recimo, ne, ampak je zanimivo, ne, si pa tukaj v Ljubljani, na Ljubljancu, ok, v prvi tretjini greš tam na nek vaški tek, pa si tako zadnji, da kar debel gledaš, ne. Ker dejansko kaj pridejo tisti, ki so hitri, pa ki se jim za to gre, ne pa vsi turisti, tako kot v Ljubljani. To veš prav, ja. To je bolj se zadržati na takih prireditvah. Zdaj, da bi ti kdo kupil za rojsten dan, ne vem, štartino za berlinski maraton, ali pa newyorški, ali pa kaj takega, to ti ne plih pomenilo, ne vem kaj, ali kako? To me pa dejansko sploh ne vleče. Edini tek, ki sem ga kdajkoli v tujini upravil, no, pa še to je bil štart v Sloveniji, to je bil prvi, ne vem, kaj je bil Wine Run ali nekaj takega, ki se je šlo tle po Parencanju. Parentočen, ja. Tam do Livatne. Pa še to smo šli čisto za foro, ko mi zajec v službi reče, a greva na Wine Run, sploh ni štartnine. Pa smo se usedli v avto, pa smo dejansko šla na Wine Run. To je bilo edino, ker sem na uradnem teku v tujini tekel. Aha, se pravi, imaš. Ne, ni mi, ok,
bi šel recimo v New York, če bi se lahko teleportiral direkt na štart. Ne? Ampak za vso tisto logistiko, to se po meni ne da. Zdaj, mogoče bom šel kdaj z vami, če imate to tako v nulo organizirano. Ja. Ker da bom zdaj tam gledal, pa ne vem, 4 ure prej tam na štartu stal, pa zmrzoval, pa mislim, zakvale, pa imel od tega. Ja, take stvari ti polno vidijo, ki je na kubu 50,000 ljudi, ki jih morajo spraviti tja, ja, tako. Veliko rajš še kakšnega tašnega, da se tle s kolegi, ja, gremo laufat, ne, od tam do sem, zjutraj se dobimo kul. Zdaj, vso tiskje pa stok neke logistike, ne, ta logistika mi ni. No, jaz tudi letos, ko sem šel na Ljubljanskega, pa glih mojih velecenjenih domačih prevoznikov, ki me ponovadi zapeljejo pa poberejo, ni bilo, ne, sem se mogel sam peljati. Jaz sem imel vso kramo v ruzak, jaz nisem več tam nekje puščal, pa pol, ne vem, iskal, pa to, jaz sem se prevlekel, sem vrgel tiste cunje v ruzak, odlaufal tiste 21 z ruzakom, pobral ven, se prevlekel, še pogledal, ker so ostali na 42 prlaufali in se lepo popešaka odpravil do avta in to je bilo to. Mislim, človek, ki res noče komplicirati, ja, pa se res noče za tele teke. No, to je fajn. Kaj pa potem počneš v prostem času? No, ja, pa dopusti planirati tudi težko, pa ne kakšne vikend izlete, pa vse te stvari, ali kako? Ne, to se kar tako na hitro odločimo. Na morju smo zdaj dosti, imamo tam v Novigradu neko hišco v najemu in to je fajn, to se usedeš v avto, lahko, ne vem, dostikrat sva z ženo šla ob 11 zvečer, so se usedla v avto, v petek pa sta šla na morje. Ni gužve na cesti, nič, prideš dol, zjutraj vstaneš in evo, prvi zjutraj laufli po plaži. To je majka, ne. Drugače pa itak se ima še en kup kolegov, pa pokličate, gremo v soboto v hribe ali pa ni problem. Ne. Se pravi, niti dolg čas, če nahodiš na dirke, eni so vsak teden na dirki, pa na trailu. Ja. Ma kje, mi še komi najdemo tisti vikend, da se dol na morje spravimo. Že to bi ker jaz bi pač skozi tam dol visel, ne, in pa že to je treba, pa imaš pa še, ne vem, pa v soboto gremo pa na koncertke, pa ok, pa ta vikend ne gremo, pa vikend imamo pač nekaj drugega, pa ta tretji vikend pa je pa klicu, če gremo, ne vem, na stol ali v hribe ali nekam, ok, pa gremo, tako, ni, se skozi nekaj dogaja. Bog ne da, ja, da bi potem, ne, še, da vem kaj, hodil po tekaških prireditvah, pa po vsem tem pisaru, potem na socialnih omrežjih, uporabljaš socialna omrežja najbrž, ampak nisi pa najbrž tudi s tem obseden, da bi pač vse beležil. Objavim redko kdaj kaj. No. V bistvu dejansko sem si Facebook odprl še takrat, ko smo začeli z Never Give Up. Sem pač so rekli, ja, to se bo tam delalo, ja, ok, dobro, pa si moram zdaj account narediti, ok, si bom, ne, pa sem si tam account naredil, pa mi enkrat, par let nazaj, hči reče, zakaj pa ti nič na Instagramu ne objaviš, pa kakšnem Instagramu, nimam jaz Instagrama, pa seveda ga imaš, če sem ti ga jaz naredila lani ali predlani. Ja, imam, ok, ki no, da je tako da tist, pa zdaj ne vem, vsake 100 let kaj kam prelepam. Zdaj, dostikrat zjutraj, ker laufam, pa je tak carski sončni zahod, a pa ne bom valjda zdaj spet sončni vzhod objavljal tam, ker itak, če je lep sončni vzhod, če odpreš Instagram, vsi sončni vzhod objavljajo, ne. Tako da to se včasih spomnim, da ful je lepo, pa bi, pa si porečem, ne, dej ne bom, ker to je pa zdaj že malo tumačka. Polka nazaj pogledaš, so sami oni sončni vzhodi. Sam se lepi. Zdaj je aktualna Aurora Borealis, recimo, a ne, če jo ti vidiš, ja, najbrž vidiš še 100,000 drugih ljudi in zdaj posod vse po to, a ne, ali pa takrat, ko je pač toča, si točo dajo gor, lej, pa tako naprej. Pa žled smo vsi objavljali, ne, tako da to je to, ja. Obupno, res, mislim, ampak ja, to je pač naša realnost, takle imamo zdaj, Tekaški forum, tam si bil kar aktiven, Grb, kar ti piše zdajle pod tvojo profilko na najnem Zoomu, je bil tudi tvoj nadimek tam, ne? Si bil zelo znan po tem. Dejansko to izhaja iz predtekaških časov, pa ni bilo Grb, ampak je bilo GRB. Aha, treba povedati prav, GRB. Ja. Ampak nisem to nehal razlagati, ker nima smisla, je bilo pač Grb, pa je bilo Grb, pa je v redu. Ja, pač to se te prijeli. Tako. To mi je pač bivši sodelavec, ki smo bili tam
Bej klical GRB in pa se je to prijelo. In da si GRB, ali oziroma grb, če se reče o tem, tako še zmeraj trajaš na tem. Še kdaj pošpegaš na tekaški forum, se še niči so umrl, ampak recimo, da so njegovi časi najboljši že mimo. Praktično že par let ne. Takrat je bilo, v začetku je bilo zanimivo, pa se je to kar, ne vem, ni bilo več tako, kaj je bilo takrat. Ja, to kot vsaka stvar. Ja, stvar počasi zveni, ne, sej, to je normalno. Ko so se 10 krogov je počasi zveneli, ko so mali koraki počasi zveneli, sej, to je pač narava stvari, se tukaj nimaš neki zelo pameten zabiti. Edini vsakodnevni tek Gregorja Baša pač ne izveni. Ja. Rekel si prej, da si pa vendarle začel teči vsak dan malo tudi iz firbca, kako daleč lahko s tem nizom prideš, a je tako? Ja, valjda, se pravim, takrat sem nekaj dni laufal, pa sem videl na netu od teh strikerjev, ki laufajo tam po 40 let, neke članke sem tam od enega bral in pa me je res zanimalo, ajde da vidim, ne. Pa nekaj tvajta laufaš, zakaj bi pa zdaj nehal, ne? Pa zdaj mi kdo reče, pa se ti da, včasih se mi toliko ne da, da ti ne znam povedati, ne, ampak a zdaj, da zato, ko se mi danes ne da, mi bo pol še ne vem, koliko cajta žal, ker si nisem vzel tistih, pa rabiš 12 minut rabiš za tiste 2 kilometra, oziroma uradno po tisti ameriški Running Streak Association, ne bi rabiš pač 1 miljo, to je kilometer 600. 10 minut, kaj ti vzame? Laufal sem enkrat 20 minut doma po dnevni sobi. Te šteje, praviš. Tudi virtualno šteje znotraj bajte, če ne moreš iz bajte, če ti vse poplav, recimo, če se že pri tem. Laufaš pač, ne laufaš na mestu, hvala Bogu, imamo dnevno sobo točno, da sem lahko krogec naredil, ne. In ker pač otroci so bili še dokaj majhni, žena je bila zunaj, sem rekel, da je do pol polnoči bo doma, ker nisem šel laufat, zjutraj moram iti še laufat, je nekako ni bilo, sem rekel, zdaj, če bom šel ven, bo garant prišla dih takrat, ker bom jaz zunaj in bo urna bes, ker so otroci sami doma. Ja, nič, pa smo po dnevni sobi malo kroge delali. Kaj bi naredil, če bi se znašel na čezoceanskem letu iz Avstralije v London, ki traja 17 ur, vmes se še ura premakne za enih 10 ur in praktično štartaš v četrtek, pristaneš v soboto, vmes en dan zgubiš, kaj bi naredil? Pa po Jonu gor pa dol laufal? Ne vem, nisem nikoli razmišljal o tem, ker to ni neka realna opcija. No, evo, vidiš, to sem ti dal, pač izziv, ja, če už zdaj slučajno se znajdu na tem. Ampak nekaj mi povaj Zajca, omenjaš, to je Boris Ivanovič, za vse spoštovane, ki mogoče se sprašujete, kdo je to Zajec, in tudi že moj gost v tem podcastu, človek, ki je moral svoj niz prekiniti po 9 letih, no zdaj se je spet vrnil nazaj, zdaj že 3 leta spet vsakodnevno teče. Je bil on pred tabo, si bil ti pred njim, sta en drugega navdušila, ali kako je bilo? Jaz sem bil pred njim, on je bil na začetku še ne, pa ne, to ne moreš, skozi pa ne moreš laufati, moraš imeti vsaj en dan pauze, ne, in pol se je, jaz pač ne rabim, ne, in pol je še on, ne, to spustil, pa to res ne rabiš, pa to je ful boljš, pa to se sploh ne ohladiš, pa to je ful skratka, in pol je še on za mano. In zdaj, vidite, zdaj sva sodelavca tudi, ne, na začetku nisva bila, in vsake toliko časa, dajte, ja, boš kaj pauze vzel, no, se je, ali bom takoj za tabo, ne. Aha, zdaj prav, zdaj en drugega dražta, kdaj bo kdo? Ja, to bi malo, ne, podjebavanja. 15 let, zdaj, joj, si predstavljam, Boris, ko sem ga spraševal, še preden je pač takrat poškodoval, pa potem mogel prekiniti niz, sem ga enkrat vprašal, kakšen je njegov cilj, je rekel 30, oziroma, pardon, je rekel, da 30 let pomeni 10,000 dni, če se ne motim, zaporednih, tako je bil njegov cilj takrat, sem rekel, ok, če je začel pri 35, boš star polih 65, za penzion boš, no zdaj začel potem od novega, ampak ja, se zgodi, in takrat je rekel, tečem, če imam vročino, tečem, če imam ne vem kaj, moram ženo peljati k doktorju, pa pol tečem nazaj, pa v glavnem, ne vem. Znajdeš se moč malo, ne. Zdaj, no, ampak kaj se pa 15 let je res, mislim, ok, tečeš prvi mesec, 2, pa nariš 1 leto, pa rečeš, 1 let mi rato, potem pa naprej. Sigurno
pride kaj tudi vmes, kdaj, ne? Kar ti mogoče hoče vzeti tisti dan. Kdaj se je to te prvič zgodil, da si bil največji zadregi, pa si imel že nekaj dni za sabo ali pa let? Jo, to nimam pojma, koliko so. To je bilo, ne vem, tist po dnevni sobi je bilo, pa vem, po 3 letih, po moje, ali kaj takega, ne vem, pa bolj na začetku, no. Otroci so bili takrat še manjši. Pa ne vem, enkrat sem mogel žena je mogla nekaj na urgenco in jaz sem mogel tja in tašča je iz Litije prišla z avto, kao da me je pobrala, sem rekel, ne rabite me pobrati, bom jaz laufal do tja, ker sem rekel, boš, da jaz laufam do ker ziher ne vem, pa bomo pol, koliko časa bomo tam obtičali, pa kam bo pol še treba iti, ne, in je bila to prilika, evo, izkoristiš v službenih cotah, v službenih supergah, ne. Hvala Bogu, vedno hodim v službo, ne, ker imam tako službo, da ne rabim nekega dreskauda. In sem pač laufal iz Bežigrada, ki je v Moste na urgenco, pa je bilo tiste 2 kilometra, pa še nekaj, ne. Tako da, so take stvari se najdejo vmes, moraš pač malo improvizirati. Pa ti kdo daj rekel, joj, Gregor, no. To je resna stvar, no, ne moreš biti zdaj sebičen, pa misliti na svoj tek, vendarle je tle nekdo bolan, je nekaj treba rešiti, gor dol, ali kako? Tako resno niti ne, no. Ok, saj dejansko takrat, ki je bila taka dosta resna situacija, sem pač ta prvi niz prekinil, ne. Saj to je logično, če bi nekaj takega resnega bilo, da ne moreš, valjda ni zdaj to neka glavna prioriteta, da pa ne vem, lahko tam si vsi noge polomijo, jaz moram pa še laufati, ne. Ampak, ok, če pa kaj takega, se prilagodi, ne. Jaz nasploh zato grem največ zjutraj, da je pol mir, ne. Da imaš pol, vsaj takrat, ko jaz ostanem, itak še vsi spijo, v tiste v 1 uro, ko bom jaz zjutraj porabil, zato da grem odlaufati, se meni še ostal ne bo, tako da se ne bo nič takega zgodilo. In imaš pol čez dan pač čas za vse ostalo, tako kot vsi ostali. Ni zdaj to nek tak blazen odrekanj. To je drugo, kot če si ti, ne vem, nek resen športnik, ki moraš 2krat po 2 ure na dan trenirati. To je čisto nekaj drugega. Jaz pač tiste v silom prilike, tiste 15 minut se res lahko stisneš kamorkoli. No, ampak, ok, si bil v tem času si sigurno kdaj tudi zbolel, no, imel vročino, ne vem, kaj morda se tudi kaj poškodoval in tako naprej. Če gledava čisto iz vidika lastnega fizičnega zdravja. V bistvu nimam jaz še dneva bolniške. Ti dober delavec, ja. Če pa malo kašljaš, pa smrkaš, ne vem, to pa zdaj ni neka bolezen, ne. Pol, ja, ok, poškodbe, valjda, ko smo laufali ta svetov tek, ko sem laufal iz Maribora v Trbovlje, ja, iz Hrastnika dol sem šel v Ritensk, ker me je toliko spet ta ITB, ne. Na koleno bolezen naravnost ni šlo navzdol, ne, sem hodil v Ritensk. Naslednji dan, ja, sem šel 2 kilometra, pa pri vsakem koraku preklinjal in podobno, ne. Dobro, pa ta 3 dni je bilo pa že brkane v redu. Ko je tvoj prijatelj, sodelavec, kompanjon Boris mogel prekiniti niz, kako pa je on to doživljal, pa ti hkrati z njim, no, če se že pri tem? Se nisva dosti govorila o tem, no, pač rekel je, da ga toliko pri vsakem koraku rama boli, da pač ne gre, ne, in da je pol rekel, da ne more več. Ok, rekel si, če bi bilo najslabše vreme možno, pa ne vem, kaj bi v dnevni sobi to naredil, ne, se pravi, to skoraj da ne more biti ovira, da ne bi tista 2 kilometra ti na dan naredil, bolan, zares, k sreči nisi bil poškodovan, toliko poškodovan, tudi ne, recimo, da bi ti ta dnevni tek vzel, neprilik družinskih in ostalih tudi recimo ni bilo, da ne bi tega mogel zdaj, ja, če bi prišle, bi vzel to v zakup, ja. Ni zdaj, da bo konec sveta. Ja, upokojil bi tisti, ne bi pa zdaj nehal samo zato, ko bi nekdo rekel, se ne moreš nehati, ja. Lahko bi, sam ne bom. Zdaj,
pogledaš kaj kdaj na tisto lestvico, na spletno stran, ki se ti nizi vodijo, sem sam šel pogledat, zdaj med tistimi, ki so že več kot 15 let noter, ne? Zdaj si preskočil eno kategorijo. Zanj sem šel pogledat, ja, ker sem bil 15, ker sem zdaj, sem že pozabil, kaj je zdaj, ker to imajo za vsakih 5 let imajo nek naziv, pa sem pozabil, v katero kategorijo sem zdaj prišel. Eni so legende, eni so... šel pogledat. Ja, tisti najhujši so Hills, ne, po Ronu Hillu, ki je po 52 letih zaključil svoj niz, zdaj nekaj fantov, ima več kot to, mislim, da bo zdajle zelo kratkem prvi tekač, če bo zdržal John Sutherland, dosegel 20,000 dni zapored. Evo, to je zdaj en tak menik, ki ga bo prvi tekač vseh časov dosegel po 54 letih in pol, recimo. Ja. Nekaj je, ne? To moraš res početi, ja, od mladih nog, ustrajati skozi vsa ta leta. Zgodbe so zanimive, jaz sem bral recimo knjigo od Roberta Krafta, Raven mu pravijo človek, ki tam dol. Od njega sem jaz bral članek takrat, ko sem začel. No. Človek po tisti obali, zdaj res je tudi star, krepko čez 70, mislim, da jih ima 75 in se še kar bolj hodi, no, vas je že kriv, bolj hodi kot teče, ampak vsak dan naredi tiste svoje milje po tistem pesku. Res impresivno. No. Zanimive zgodbe, potem najbrž boš ti kdaj, recimo, če boš šel vztrajal, imaš kakšen cilj ti pred sabo, no, tako kot je imel Boris svoje cajte? V bistvu ne. Pač dokler bo. Do 100. leta pa bomo pa videli, kaj je rekel. Prvih 100 mož pa kakor bo. Mogoče boš kot cilj je imeti ne cilja, pa pač teč vsaki dan in tako naprej. Ne, ne moreš, ne uresničiti cilja, če imaš. Ne moreš razočarati, če si ne postavljaš nekih. Eni rabijo cilje za motivacijo, ne, tako kot se eni na tekmo prijavijo za to, da imajo motivacijo za laufati. Super, ne? Glavno, da imaš neko motivacijo. Jaz imam pač motivacijo to, da se mi buta zdi, da zdaj en dan ne bi šel, pa tudi, če se mi ne da. Ker vem, da danes se mi ne da, jutri mi bo pa žal. Najbolj eksotična ali pa nenavadna lokacija, na kateri si poleg dnevne sobe že tekel, recimo? Ni bilo nekih takih. V glavnem laufam vedno od zunaj. No. Mislim, da ne vem, če sem ene 5krat laufal v fitnessu na trenažerju, lahko bi rekel, da je to eksotična lokacija zame polja. Ne vem, ne spomnim se zdaj, kaj bi bila prav posebej eksotična lokacija. Sem pa laufal povsod, kjerkoli smo bili, ne, ker smo hodili, ne vem, na dopust v tujini, pač vedno pa, če greš na EasyJet, tisti majčken kuferček, vedno je noter oprema za laufat, ne, brez tega pač ne gremo, ne. A zdaj, ali imam obute v superge, ker pač je kufer premajhen za gor tisti... Je pek, ja. To je zmeri zraven. Si šel kdaj prav zgodi, recimo hribe na Triglav, pa se pol pozno vračal, pa si zvečer še laufal, ali si pa laufal pred tem, ali pa vmes celo? Hodimo v glavnem družinsko, bolj po takih pohodniških hribških, tako da ni. Da nimaš teh zadreg, ja. Si z ostalimi, jaz sem šel pa v lestvico pogledati, nekaj Slovencev trenutno vodi svoje nize na uradni spletni strani, si stiku poleg Borisa še s kom od teh fantov in punc, se kaj morda pogovorite, kdaj podebatirate, kdo vpraša konc koncev za kakšen nasvet pa izkušnjo, kako zdržati tako dolg časa? Pa to niti ne. Ja, na Facebooku pač so ene trije, ki so tako, pač smo na Facebooku, ne, ni zdaj, da bi nekaj blazno komuniciral, ne. Sem bil pa omenjen v Šaleharjevi knjigi. Sicer ne poimensko. Pač ene par let nazaj sem bil v nekem podcastu na Radiu Slovenija, Liki ali nekaj takega. Glih potem, ko sem 12 let laufal, no, potem mi na kolegica piče, veš, da si, to je bilo pa, ne vem, lani enkrat, a veš, da te Šalehar v knjigi omenil, no, kakšni knjigi, ne, pol grem tako gledati, in pol, ne vem, je tam en odlomk nekaj, kako je
na kavču, pa to pa bom pa tretji in pol mu slabo vest nabija tam en model, ki že 12 let laufa brez dneva pauze. Nekaj v tem stilu, no, skaj, si ga, ja. Pa sem še v knjigo prišel, ne. Zdaj, ja, letos je zdal še eno knjigo, zdaj nehal pit, moče pa videl, da si ti začel 15 let že laufal, pa rekel, zdaj imam pa jaz dosta. Ja. A ti kdo reče kdaj, no, tako pod sodelavcev, pa prijateljev ali pa znancev, joj, ti pa sem, mi pa kar zgled, mislim, take ustrajnosti pa še ne, bravo, jaz sem zaradi tebe začel laufati ali pa tako. Ma se to redko kdo sploh ve, no. Jaz to ne razlagam zdaj, koliko meni tudi, ne vem, v družbi, kjer so ljudje, ki ne laufajo, se ne ukvarjajo s tem, jaz se ne pogovarjam o tem, ker mi je brez veze, ne vem, folk posiljevati z neko svojo, pa jaz delam, pa je pa to fajn, kakšni, ne vem, ki so si spremenijo režim prehrane in pol vsem najedajo s tisto svojo prehrano, kakršnokoli že se njo veze, ampak to je in sploh in najboljši in totalno in uno in tretje in ne znajo govoriti o ničemer drugem kot o tem. Jaz to jih ne. Če kdo kaj vpraša, povem, ampak zdaj, da bi pa tako imel v zmeri to neko iztočnico za nek pogovor, pa da pa to razlago. Brez veze. Ja, če te zlečejo tudi v medije, članek sem prebral, ko si naredil svojih prvih 40,000 kilometrov po tistih 9 letih tekanja. Zdaj, glede na to, da kilometre vendar ne beležiš, pri kateri številki si zdaj približno? To sem pa pogledal, 66,500. To pa danes pogledal, ker me to vprašal. To si pa vedel, da te bom vprašal. 66,500 kilometrov tam okrog, no. Je kar lepa, en in polkrat okrog zemlje, če smo že pri tem. Ja. 66,500 kilometrov v 16 letih ali kako. Ja. 15 plus še nek kusur tam odprej. Če si ravno omenil prehrano, prehranske režime, vendarle se je pri vas par let nazaj malo spremenil vse skupaj, kar se prehrane tiče. Zaradi pač bolezni hčerke ste mogli iti na nov prehranski režim, kar vsi najbrž. Ja, pač zdaj smo malo bolj na tem, da se ne je veliko raznih ohajev in podobno, ampak to je še zmeraj tako, to je bolj njena stvar, ostali nismo to, ampak se je mogla pač cela familija temu prilagoditi. Smo pa tudi prej že kaj imeli, tako da pri nas je tako družinsko gledano, nismo nikoli se zbasali z neko ne vem kakšno hrano. Jaz sem tukaj sicer nekaj posebenega, ker jaz imam lahko ali full on ali pa full off, ne, in kaj full off je to pol banca sladoleda pa škatla domačice za malco, ne, to sem tudi že marsikaj verjetno rekel. Ker jaz imam pač tako, kadar je dobra volja je to, kadar ne, je pa pač junk na polno. Je to še mogoče s časov, ko si dvigal uteži, pa so bili dnevi za bulkanje, pa dnevi za rezanje, pa tako naprej? Ne, takrat tisti dnevi, takrat je bilo pa to piščančja prsa, pa riž, pa take stvari, tako da tisti je bilo, tisti me je pa mama doma grdo gledala. Pač čudak, kada ne moreš jesti tisti, ki jemo vsi ostali. Pa to je bilo še takrat, ko še ni bilo, takrat ni bilo proteinov, pa tega, takrat jaz sem jedel mleko v prahu od pomurskih mlekarn. Ne moreš spiti 4 litre mleka, ne, ti se je bila pa ena, si jo zmešal, sicer je to malo za nič, no, ampak nekako bilo. Pa sej to je bilo tako, ni bilo to zdaj neki blazen velik tega fitnessiranja. 2-3 leta, tako malo. Dvigneš še kakšno utež tudi zdaj na stara leta, ko si bolj tekaško aktiven? Ja, kdaj pa kdaj, ampak bi mogel v bistvu malo več, sam se kar nekako, ne vem, ne spravim. Tudi doma je par kvihtov, tako da včasih tam. To je zdaj bolj, ker je sin bolj zapopadel, pa pol še ata včasih malo doma pomiga. Aha, se pravi, sin, tudi hčerka, no, sta šla kaj po tvojih stopinjah, je ta tvoj tek okužil še koga ali pa šport nasploh? Tek v bistvu ne, oba plešata, no. Tako da smo bolj tam bili. Kaj pa draga žena, recimo,
kje se pa ona udejstvuje? Pa ima vse plešava skupaj tudi tam, kaj. Šla je tudi ne dvakrat na Ljubljanski maraton, na 10, ne, in to tako. Dvakrat je šla prej laufati in pol je laufala 1:15 km, mislim. Ti si pa fenomen. To je pa tako, no. Eni trenirajo, pa ko mi zvlečejo tisto 10, ona pa gre dvakrat prej z mano laufati, vsa zadihana, pa gremo, smo šli družinsko na 10 in tam odlaufala 10 brez nekih takih problemov. Ne? Tako, kaj bi še ne bilo, če bi imela ti voljo trenirati? Nima. Se pravi, nijo ta super uspeh navdušil, da bi še kdaj zjutraj s tabo, a ne, kakšen krogec naredil. To smo 2 leti smo družinsko hodili, pa se pa meni se ne da več, to so otroci ugotovili, da ne bojo. Vse to je pa tam v gimnaziji, pa to se jim ne da. Se pravi, očka, foter, oče ostaja edini v familiji, ki pa goji to čudovito športno disciplino. En more, ne. En more v Sloveniji tudi držati ta niz, zdaj Gregor, zdaj boš sigurno, a ne, bolj opažen pa spremljan, ker vsak dan, ki ga zdaj narediš, je 15 plus pa 16 in tako naprej, a ne, bi bilo res grozno, če ne bi tega dneva naredil in če bi mogel ta niz upokojiti, ampak ena stvar še, a ne, v bistvu jaz sem šel gledati pravila do spletno stran, in tam je vse na zaupanje. Kar pomeni, da bi lahko tudi, če pač ne bi šel pisal, pa nobeden ne bi vedel, da nisi. No, ampak verjamem, da ljudje, ki to počnete, ste pošteni najprej do sebe, pa preden ste še do vseh ostalih. Mislim, jaz delam to zase, jaz ne delam to zdaj za druge. Pa jaz ne delam zdaj zato, da bom po 15 letih Roblekov podcastu. 15 let sem mogel laufati, zdaj sem pa v podcast Roblekov prišel. A ni to carsko? Zdaj se je splačal, zdaj lahko pa neham. Je rekel, jutri pa ne grem. Point je to, da pač jaz bi vedel, ne. Ja. To dosti, mislim. Ni to zdaj neki, kaj bom pa imel tega, če bom golfal, vse nam bene nagrade dovolj, če bom laufal 20 let, pa če golfam ali pa če ne. Dobro, razumeš, zakaj so oni neki razni športniki na dopingu, pa to. Ja, ok, on živi od tega, on to riskira zato, da pač zasluži, ne. Meni to ni treba, zakaj bi pol se zmislil pač nekaj. Saj, lahko da kakšen tudi to počne, ampak kaj to mene briga. V bistvu, ja. Jaz ne počnem zato, da bil tam na uni lestvici. Še na uni lestvici sem zato, ko so mi drug prijavil. Aha, še to ni šel samo to zadevo. Ja. Tam na tisti lestvici je zdaj vpisanih 4500, pa nekaj tekačev, verjamem, da jih je tam zunaj še tisoče in tisoče, ki to počnejo, pa še niso vpisani. Ne vem, nisem najdel te naše Slovenke Nataše, ki vem, da to počne že več kot 5 ali 7 let. Tudi ni vpisan. Da se znamo, jo nisem našel. No, tako da, to ni, ne vem, če so, mislim, niso vsi prijavljeni logično. Tako da vem, da je, mislim, da je imel Boris idejo, da bi vse Slovence zbiral na enem mestu na spletni strani. No, pa... Je začel, sam pol, ne vem, ali ni bilo odziva, ali kako, to se malo stavili. Po uri pa pol, dragi Gregor, sem veliko stvari obdelala, zdaj, da moraš zdaj kot človek, ki ga bodo pač čez toliko desetletij ulili v bron pola, pa nekam postavili, ja, da bodo lahko drugi rekli, to je pa norc, ki je 77 let zapored laufal vsak dan, ja, pol je pa umrl, pa ni mogel več. Ja. Dajva še eno sporočilo, zdaj, motivacijo imamo vsi težave. Prej si povedal, da jo imaš tudi ti. Ampak dajva poslati ljudem tam ven. Kako se pa na koncev, kaj te na koncev to pomeni? Vse se vsi dobro počutimo kot laufamo, ampak vseeno, ti daješ v ta mozaik oziroma v to sestavljanko vsak dan en košček, pa se moraš zmotivirati, pa tek ti vendarle nekaj pomeni. Če ne bi mogel teči, ajde bi bil prikrajšan
je to način življenja tvoj, no, en način, ne? In že to je samo po sebi vredno. Ne? Itak da je, ne, dobro, če ne bi mogel težko. Najprej bi bil par mesecev depresiven, verjetno, pa se pa lotil česa drugega. Kaj češ, mislim. Nimam jaz neke blazne filozofije pa unga spoznanja za široke množice, ne vem, pač jaz laufam, kdo drug pa kaj drugega dela. Zdaj, ena stvar, kar je, ne, kar vidim, da ti zelo pomaga, pa mi zelo všeč pri tebi, je to, da si zelo freh, rečemo temu, ne, zelo sproščen si do tega, nisi obremenjen, kljub temu, da imaš 15 let, ne deluješ, da bi s tem nizom obseden, no, najbrž pa je to tudi recept za dolgoživost, pa za dolgotečnost, ali kako se temu reče. Obseden. Lej, če recimo ne grem zjutraj laufat, pa pridem v 5 iz službe, pa imamo pol kosil, pa pol nam šel pred po kosilom, šel čez kakšno uro, 2, pa se pa žena spomne, kak bilo, kak šla midva zdaj nekaj na obisk, jaz sem kar dobro živčen, ne, ipak moram jaz še tistih svojih 15 minut nekje dobiti, ne. Pa zdaj, ali 5 se ti zrištat, pa grem jaz še 15 minut, pa pol letiva, ali pa tako, ne, tako da to, kar se je pač sproščen, pa vse, ja, tudi ni glih čistko, ne, saj si malo obremenjen, sam ne pa zdaj zaradi resnih stvari, ne, da bi se pa žrl, če pa ne vem, kaj se zgodilo, ne vem, če bojo poplave, pa da bom jaz pa zdaj pustil vse tle primer, pa bom šel laufat, ja, to je logično, da ne, če so pa take normalne stvari, ki ne vem, sej, če ne vem, greš nekam zvečer na obisk, ja, verjetno je res čisto vseeno, če greš 15 minut kasneje, pa čeprav kjer mu greš pol viha, no, ne, pa smo rekli, ne vem, 8 pa te ni bilo, v 8 pa, ja, okej, ni konc sveta, tudi ne bi bilo konc sveta, če jaz ne bi šel laufat, ampak okej, zdaj smo tukaj, pa ne vem. Mislim, je tudi malo neobsedenosti, no, da moram, ni zdaj tako, da ne vzgleda, da mi 15 let to ratuje, pa da se čist nič ne. Je včasih malo da bom stisnil danes tisto, kdaj bom stisnil danes tisto, sem tudi že dobuno, pa dobro, ti tudi sam misliš, da boš tisto odlaufal, pa ti vse ostalo ni tako važno, ja. Pa dobro, kaj te moti, če rabim jaz tistih 15 minut, ne. Tako da je tudi malo tega, no, da ne bo zgledal, da je to zdaj neka nirvana, laufite 15 let, pa bo vse, ne vem, v redu. Tako kot povsod drugje. Se pravi, ne, več o tem pa lahko preberejo v tvoji knjigi, ki jo boš izdal, ne. Ja, po 25 letih vsakodnevnega teka, ja, GRB svetuje in priporoča, ja, tako. Kako sem preživel zadnjih 25 let in se ob tem zabaval, ja. Najbrž bi imel dosti zgodb za nekaj takega, če bi se polotil. Ja, sam verjetno bi mogel imeti recimo enega takega, ki stika to zvlekel ven z mene, ker jaz sam, in se, kaj če mi jaz govorim, ne uro. Pa ti kar ratuje, ne? Rabim tebe na drugi strani, da rata, ne. No, ampak lej, ja, počakamo še 10 let, ja, pa še par takih zanimivih dogodkov, ja, potem pa, ja, ko si boš spet puščal dolge lase, potem bo pa nekaj naredila. Ampak to je pa debata za drugič, spoštovana publika, drage dame in gospodje, tisti, ki tečete, lahko počasi zaključite, dosti bo za danes, ja. V več kot uro v pol se že dajete s tem športom, toliko se ne, recimo, moj dragi gost vsak dan pravi 15 minut, ampak šteje, tako da Gregor Baš je bil z mano, Grega, super je bilo, upam, da se vidva kaj, ne vem, tam zunaj, kratkem, enkrat. Enkrat v kratkem, v naslednjih 15 se uvaženo. Lahko spet prideš v Radence drug let, pa če ti prideš še jaz. Nič ne bom obljubil. Nisem te mogel dobiti na foro, ok, če ne prej, v Ljubljani nekje, na Ljubljanskem maratonu, prav gotovo, počasi. Na letošnjem Ljubljancu si bil z mano, evo. Ne, v Zjeričem, ki ste imeli podcast, evo, to je bilo to, sva bila skupaj. To, sem vesel, tako da, hvala Gregor, bilo je zelo poučno in zabavno. Hvala enako. Ti želim še, ne samo še dodatnih 15, ampak dodatnih 50, let vsakodnevnega teka. Hvala lepa.
se pa javim po 50. Če te ne pokličem jaz, poklič ti. Ja. Zmenjen. Hvala, srečno! Ciao.